Jaz sem Aleksandra Kanjo Mrčela in sem zelo srečna, da sem ne samo moderatorka današnje okrogle mize, ampak tudi, da sem imela priložnost in čast biti vključena kot raziskovalka v tem pomembnem projektu. Projekt je pomemben ne samo zaradi tega, ker je, kot smo slišali od udeležencev prejšnje okrogle mize, revolucionarno spremenil življenja nekaterih, enega števila moških, tako očetov kot nadrejenih v podjetjih, kar je lepo slišati. Ampak mogoče še bolj pomembno v Sloveniji je dal na dnevni red nekatera zelo pomembna vprašanja. Torej, zaradi tega projekta smo se bolj na glas in več začeli ukvarjati z določenimi vprašanji, smo odprli določene teme na popolnoma drugačen način. Enako spolov do nedavnega obravnavana ne izključno, ampak bistveno bolj na glas kot enakopravnost žensk in to v javni sferi, v plačanem delu, sedaj pa bolj na glas in več o moških in enakopravnosti moških in to ne samo v plačanem, ampak tudi v sferi zasebnosti. Začeli smo se ali nadaljevali spet bolj na glas, da ne bi pozabili, da so to teme, ki so bile že odpirane v slovenskem prostoru, ampak bistveno bolj so dobila prostor v javne debate moškosti. To je tema različne moškosti, ki je dobila še večjo pravico državljansko med temami v javnem diskurzu kot do sedaj. Usklajevanje življenja, plačanega dela in zasebnosti. To je nekaj, kar smo pred leti na enem podobnem projektu se začeli pogovarjati in je naslov z kolegico, sva naslov spreminjala projektu, ker je bil zastavljen na začetku mamicam prijazno zaposlovanje. Aleš, pa smo rekli, da bi bilo mogoče boljše govoriti o starših. Torej, ogromno veliko pomembnih tem smo dali na dnevni red s tem projektom. Jaz ne bi rada prekrasno vzdušje, ki smo ga zapustili na drugi okrogli mizi, pokvarila, ampak pred nami so zelo veliki izzivi. Besede, s katerimi je Viktor začel današnje predavanje, smo v nevarnem času in težkem času v Evropi in v svetu in v Sloveniji, to je dejstvo. Nažalost, znotraj tega projekta smo dosegli veliko zmago, ampak okrog nas so grde stvari. Mi živimo v času, v kateri mnoge od današnjih zaključkov so lepa retorika, lepe besede v morju bistveno drugačnih življenj ljudi. Torej, v morju vse večje prekarnosti, v morju vse več izgubljenih, nepridobljenih pravic, v morju vse večje individualizacije tveganj zaposlenih in brezposlenih in na grde načine zaposlenih žensk in moških, v morju vse manj pravic otrok. Tako, jaz sem tudi v generaciji, ki se zaveda tega, da so dosežene pravice včasih tudi reverzibilne. Torej, jaz nažalost vem, da ko je eden od sogovornikov prejšnje okrogle mize povedal, da kot dobro prakso, da bodo ljudje nekateri v določenih okoliščinah lahko šli domov ob 3 ali 4, to je nekaj, kar so naši starši živeli. To je nekaj, kar je bila v tem prostoru norma. Danes smo prišli do tega, da se to tretira kot izjema in vsi ploskamo, ko se nekaj takega zgodi. Veste, torej, pravice so nekaj, kar se lahko izgubi, se pa težko dobijo. In največ, kar prispevamo s tem projektom, se mi zdi, je ozaveščanje ne toliko o pravicah moških in žensk, ampak o tem, da je potrebno, s tem se je pravzaprav končala prejšnja okrogla miza, premisliti, kakšna življenja delovna in zasebna si želimo. In to je velika kulturna sprememba. Družbene spremembe so počasni procesi in v teh spremembah vedno gre za
nekako prekrivanja ali součinkovanja individualnih želja, odločitev, dejanj in tega, na kaj je pripravljena družba. In to je tema današnje zadnje okrogle mize. Torej, ker smo posameznici in posameznika vedno vpeti v družbo in vedno je pomembno, kakšne možnosti nam družba daje, in pol smo odvisni od tega, pogumni ali manj pogumni, celo če nam jih daje, so nam rekli kolegi iz policije, celo če je zakonom določeno, ni enostavno uporabiti zaradi kulturnih vzorcev, zaradi tega, kar povejo sodelavci, sodelavke, partnerice in tako naprej. Torej, kaj šele, ko tega ni v zakonodaji, ko tega ni v organizacijah kot sprejeto dejstvo in norma. Torej, to, kar bom jaz današnje omizje spraševala, je to, na kaj je sedaj pripravljena družba in organizacija v dveh državah, bomo začeli z norveško izkušnjo in nadaljevali za Slovenijo. To je generalna tema tega omizja. Torej, kje smo z določenim standardom na institucionalni, družbeni in organizacijski ravni in kje so izzivi in eventualno priložnosti. Z nami je krasno omizje, ki nam bo res iz veliko različnih vidikov in z veliko izkušnjami pomagalo pri iskanju odgovorov na to temo. Na skrajni levi strani omizja je naš gost in kolega iz Norveške, Ole Nordfjell, ki je tako kot jaz sociolog, je višji svetovalec pri organizaciji Reform, ki se zavzema in deluje za enakost spolov na Norveškem, kot sociolog pa proučuje moškosti in zagovornik je in razvoja politik na področju enakosti spolov iz perspektive moških. Jaz bom predstavila vse naše sogovorce prvo, pol pa bom dajala besedo in vprašanja vsakem posebej. Z nami je državna sekretarka z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Martina Vuk. Torej, ona je pravnica, drugače, razen tega, kar sem rekla, ima dolgo in zanimivo kariero na področju, ki se povezuje s področjem dela, družine, socialnih zadev, in človekovih pravic, enakih možnosti in je tudi certificirana trenerka Sveta Evrope za človekove pravice. Marko Funkel je aktivist Gibanja za dostojno delo in socialno družbo ter prekarni delavec. Kot je sam se deklariral, je tudi samostojni podjetnik in zadružnik, torej zadrugo je soustanovil, vodi in v njej dela na področju jezikoslovja in prevajanja. Barbara Kresal je kolegica, izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo in Ekonomski fakulteti ter raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti, je tudi glavna urednica revije Delavci in delodajalci in članica Akademske mreže za Evropsko socialno listino in socialne pravice v Strasbourgu. Gospa Vesna Stojanovič je predsednica sindikata in sveta delavcev v poslovnem sistemu Mercator ter predsednica sindikata delavcev trgovine Slovenije. V Mercatorju je bila pobudnica sprejetja ukrepov in politike družbe proti spolnem in drugem nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z delom. In Aleš Kranjc Kušlan je direktor in ustanovitelj Equilib inštituta ter CSR Company Adria, ki je del skupine Company International. Je pobudnik in koordinator mreže za družbeno odgovornost Slovenije. Torej, iz vsega povedanega ste slišali, kako bogato omizje imamo. In če začnem s prvim našim govorcem, eno zelo splošno vprašanje, Ole. Torej, na Norveškem imate nekaj dlje časa izkušnje z očetovskim dopustom. No, zdaj me zanima,
po eni strani, kako to danes dojemajo po toliko časa delodajalci, in mogoče še bolj, ali so zaposleni moški to dojeli kot svojo pravico, za katero se želijo tudi boriti, če bi prišlo do tega, da bi jim je kdo vzel. Torej, delodajalsko stališče in stališče teh, katerim je pravica namenjena. It's on now, I think. Thank you. Thank you. Reform is very happy to be a partner in the project, and it was very inspiring to listen to the last roundtable. I think this kind of pilot within businesses to get impressions and input from the fathers on work-life balance and to change policies is very needed. We haven't done that in Norway. We don't have had the opportunity in this project, and I think it would be very interesting to do this also in Norway. So it was very, very inspiring. Yes, yes, absolutely. To the question at hand, employers have welcomed the non-transferable paternity leave with open arms. So that is the experience from Norway. So I just wanted to show it to you. So that if you push, yes. So if you see here, you see in 1994 it was 14 weeks mostly for mothers. This is what most mothers pick up, that's the right of mothers. So now most mothers take 49 weeks paid leave, and then fathers take 10 weeks paid leave. It was slightly better in 2013, then it was 14 weeks non-transferable leave for the fathers. So, and the parents have 80% of their income in this period. Most have this. So they have some reduction in salary. And when we talk to businesses about this non-transferable leave, I can just sit like this. Yeah. So they say that they would never have established or give this right on their own. So, but now that we have this leave that its state have decided, it's no problem. We can plan for it in advance. And if you look at the it's not so much. It's just 10 weeks, and most mothers are away for a whole year. And most Norwegian mothers, they work full-time or almost full-time. So of course, it's much easier to plan for this shorter duration than a whole year. And especially in these times of economic hardship, it's very important to have it's very good for us to have this kind of measure that is taken for granted by all, by mothers, by employers, and by the fathers themselves. And for most fathers, it's a big deal to have the opportunity to stay at home for 2.5 months, to get to know your child and to connect and to get into caring work. So it's a very good and welcomed experience for them. And I work at the men's center that do policy and meet men, but the non-transferable paternity leave is not just for softies. The pickup rates for those who are entitled to the leave is between 80 and 90%. So fathers in all sectors take the leave for granted, and that it's for them as well as mother, and it's pre-negotiated, so that they don't have to ask their partner, they don't have to ask their employer. So it's up there for grabs. So and then something's really, yeah. So that's it's a very good thing. Would you say that they would fight for it
in the case if they would be taken, if someone would try to take that right from them? Yes, I think they would fight for it, but their kind of place of negotiation would be somewhere else, somewhere less good off. So then it would probably reduce some, like we saw when it was reduced from 4 to 10 weeks. It was the man followed the quota, and the rest is perceived as the mother's quota or mother's leave. Thank you, Ole. Gospa Vuk, Slovenija, nekaj smo se že pogovarjali danes o tem, kako je slovensko zakonodajna podpora usklajevanju delovnega in družinskega življenja relativno dobra. In v zadnjih letih se izboljšuje tudi v tem smislu in na ta način, da vključuje bolj aktivno očete. Kakšno je videnje na ministrstvu tega segmenta usklajevanja dela in družinskega življenja, torej pomoči specifično očetom pri tem? Najprej lep pozdrav vsem. Naj povem, da mi je res žal, ker nisem sodelovala ali pa nisem mogla poslušati obeh prejšnjih okroglih miz. 10 minut sem bila prej tukaj, preden se je začela, pa sem slišala same pohvale, kako kvalitetna razprava je bila, tako da jaz upam, da ne bom zdaj izpostavljala nečesa, kar je bilo tam že izpostavljeno ali pa dejala popolnoma argumente, ki jih boste ocenili za nesmiselne z vidika, kar so mogoče povedali delodajalci, čeprav bi me zelo zanimalo njihovo stališče. Če pogledamo situacijo v Sloveniji, lahko rečemo, da se je zdaj v teh zadnjih letih, odkar imamo uveljavljen očetovski dopust, torej teh 15 dni, ki jih morajo očetje, izključno očetje, pokoristiti v prvih 6 mesecih otrokovega življenja, so se ti dnevi, če tako rečem, prijeli. Torej, statistika kaže, da okrog 90% vseh očetov te dneve koristi. Tudi z vidika delodajalcev nismo slišali razen kakšnih posamičnih primerov, nekih posebnih negodovanj, tudi ne dobivamo nekih sporočil, da bi se omejevalo to koriščenje. Dobili smo nekatera obvestila, da se je bilo treba vnaprej uskladiti, se pravi, da ni bilo možno točno takrat, ampak načeloma pa ni velikih težav, jih ne vidimo. Če pa se spomnimo na 3 leta nazaj, ko je bil poskus uvedbe 30 dni plačanega dopusta, ampak izključno za očete, ki bi jih torej morali očetje pokoristiti, v tem najzgodnejši dobi, torej v prvih 12 mesecih, takrat smo pa doživeli, jaz temu rečem, kar pogrom. Tako strani delodajalcev, kako si vi predstavljate, da bo zdaj manjkal, poleg tega, da mama manjka cel let, zdaj bo pa še oče manjkal cel mesec, a vi veste, kaj to pomeni za delovni proces. 15 dni, 30 dni. A je res taka katastrofalna razlika, če primerjamo zdaj z vidika učinkovitosti, z vidika načrtovanja delovnega procesa, še posebej zato, ker moramo vzeti v obzir to, da pa mi imamo že dolga leta, od leta 1976 možnost delitve starševskega dopusta. Zdaj mu rečemo starševski, včasih je bil to dopust za nego in varstvo otroka, torej tistih preostalih 9 mesecev je možno, torej se starša sama dogovorita, kdo bo teh 9 mesecev koristil. Realnost je pa res taka, da imamo zdaj, če imam prave številke v glavi, 7% očetov, ki koristijo, mislim, da več kot mesec tistih, torej od teh 9 mesecev, kjer si jih lahko starša razdelita. Torej, nismo prišli prav daleč, ko govorimo o tem, kako se lahko starša dogovorita, kako je to skupni dogovor partnerjev, kako je to stvar, da si razdeliš in delo, razdeliš skrb za otroka, te najzgodnejši čas, da imata oba možnost preživljati z otrokom in da ne bo to prepuščeno dogovoru. Ko gledamo ta dogovor, se pojavlja vprašanje, ali je res,
a ne tako veliko soglasje o tem, da v resnici tako rekoč vseh 12 mesecev mora biti skoraj izključno mama z otrokom, ali je celotno okolje, celotna miselnost, stereotipizacija, pričakovanja, tako od okolice, od družine, od delodajalcev, od konc koncev tudi mogoče delovnega kolektiva, tako da enostavno je to bolj izjema kot pravilo. Ko so se delale te raziskave, se je pokazalo, ali pa ko dobivamo odzive, se pokaže, da recimo pri učiteljicah in učiteljih, torej kjer je mama učiteljica, tam je večji delež te delitve starševskega dopusta, ampak se je pokazalo, da med počitnicami. Torej takrat, ko sta v resnici potem oba doma, potem pač oče ne koristi svojega dopusta, ampak koristi ta del, mama je pa tako med počitnicami doma, ker pač pouka ni. Tako da je pač to res, se kaže, da seveda zakonodaja je ena stvar, ne? Brez teh nekih ukrepov in spodbud, ki imajo temelj v zakonodaji, ki so financirani, ki se spodbujajo in tako naprej, brez tega ne moreš, ampak samo s tem pa tudi ni velikih premikov, če niso še te mehki ukrepi zraven. Zaenkrat, Marko Funkel, prekarni delavec. En del raziskovanja znotraj tega projekta je bil namenjen prav prekarnim delavcem. Videli smo že eno izjavo vašo o tem, kaj so specifike tega, nažalost, naraščajočega dela populacije, ki je v dobi, ko ima tudi otroke in ustvarja to, s čim mora balansirati plačano delo. Mogoče še kaj dodatnega na to temo. Torej, prekarni so številni ljudje, predvsem mlade ljudje. Kje je tukaj sploh možnost razmišljati o bolj kvalitetnem starševstvu pri očetih, ki so zaposlene v prekarnih oblikah dela? Hvala za besedo in lep pozdrav. Sem prekarc in nisem oče. To je zelo pogost stavek ljudi, s katerimi se srečujem, oziroma to so moji vrstniki. Pri 32 letih sem praktično v zelo težkem položaju. Kaj sem želel v bistvu danes izpostaviti, je to, prej smo poslušali na prejšnji okrogli mizi gospoda iz podjetja GoOpti, kjer je rekel, da imajo večinoma njihovih izvajalcev, se pravi zunanjih. Se pravi, to so večinoma samostojni podjetniki. In ti samostojni podjetniki, za te se vprašamo, pač gospod je tudi rekel, da se te ljudje sami javljajo ali prevzamejo delo ali ne. Se pravi, v primeru, da tak človek zboli ali pa da tak človek ima neko obveznost, ima veliko težavo si organizirati to vrstno delo. In to je naša realnost. Se pravi, to je realnost prekarnih delavcev, samostojnih podjetnikov, ki živijo drugačno življenje, kot živijo življenje tisti, ki imajo neko varnost, se pravi, ki so recimo temu v nekem rednem delovnem razmerju. Kar sem želel povedati je tudi to, da sem pred parimi dnevi v Delu zasledil izjave, ki so jih dajali različni ljudje o tem, kako vidijo mladost danes in včasih. In tam je en gospod rekel za svojo hčerko, da ima, ne vem, diplomo, doktorat iz tujine in v Sloveniji ne najde službe. In dejal je 3 zanimive stvari, da je osnova za mladega človeka delo, stanovanje in družina. Zdaj, če pogledamo našo realnost, delo, prekarno delo, kaj pomeni? Se pravi, prekarno delo pomeni, da v bistvu nimamo enakih socialnih in ekonomskih pravic kot recimo delavci v rednih delovnih razmerjih. Vprašati se je potrebno, kaj pomeni mladim plačana bolniška, se pravi takim, ki delajo na pogodbe, na avtorske pogodbe, na SP-je, kaj takim pomeni plačan porodniški dopust oziroma plačan dopust nasploh. Jaz mislim, da je to zelo velik hendikep, ki ga ti ljudje nimajo. In če nimajo osnovnih zadev, se pravi osnovne varnosti na področju dela urejene, imajo veliko težavo tudi pri zagotavljanju eksistence oziroma kje bojo lahko sploh preživeli. In to sta 2 pogoja, da se sploh lotiš načrtovati družino. Na področju stanovanj imamo 2 veliki težavi. Prvič, prekarni delavci s slabimi prihodki niso kreditno sposobni,
se pravi do stanovanja svojega brez pomoči staršev ali kakršne drugačne pomoči ne pridejo. In drugo, se pravi, zakonodaja je izrazito naklonjena temu, da imajo ljudje s kapitalom več stanovanj in jih oddajajo prekarcem. Dogaja se, da ljudje pri 32 letih živijo v sobah z svojimi vrstniki pri nekom, ki ima dejansko kapital in več stanovanj v svoji lasti. Se pravi, to pomeni, da tisti, ki ima kapital, ga lahko naredi še več, tisti, ki so pa na začasnih delovnih oblikah, pa v bistvu životarijo in si ne morejo privoščiti dostojnega življenja. Kaj šele, da pridemo do tretjega koraka, to je družina. Se pravi, jaz sem šel na začetku tega projekta malo spraševati moje kolege in naredil eno tako kratko analizo mojih sošolcev iz osnovne in srednje šole. V bistvu ugotovil sem, da samo eden od teh ljudi nima rednega delovnega razmerja in je oče. Se pravi, to so ljudje stari 32 let. Vsi ostali, ki so v začasnih oblikah, otroke enostavno nimajo. Toliko za enkrat. Ja, najlepša hvala. Jaz pa bi še mogoče sam dodala nekaj. Veste, obstoj celotna prekarna generacija, torej prekarnih delavcev, ki se sploh ne morejo pripeljati v situacijo, da karkoli usklajujejo, je pritisk tudi na redno zaposlene ljudi v neprekarnih oblikah dela. Torej s povečanjem prekarizacije enega dela populacije se pritisk ne tako močen kot na ta del, ampak se znižujejo standardi. O standardima pa bo govorila naslednja govorka. Profesorica Kresal je naredila nedavno znotraj enega drugega projekta analizo kolektivnih pogodb v Sloveniji. Kakšno je stanje v kolektivnih pogodbah, torej danes smo slišali velikokrat že besedo socialni dialog. Torej kolektivne pogodbe so način socialnega dialoga, so dogovor med delodajalci in delojemalci. Koliko je v teh kolektivnih pogodbah prostora za usklajevanje zasebnega življenja in plačanega dela? Ja, hvala za vabilo, hvala za vprašanje. Bi se pa na začetku vendarle navezala na mojega prejšnjega sogovornika. Mislim, da je res dobro izhodišče za razpravo o usklajevanju dela in družine, poudarek, v kakšnem času živimo, da je res ogromno prekarnega dela, da prekarno delo dejansko ni vezano samo na določene oblike, je bolj poudarjeno tam, ampak počasi postaja splošna značilnost delovnih razmerij in celotne družbe. Zelo mi je všeč, ker Marko Funkel in tudi Gibanje za dostojno delo vedno poudarja, in s čimer se tudi jaz zelo strinjam, da ne gre za konflikt med prekarnimi in redno zaposlenimi delavci, ampak da gre pravzaprav tukaj za skupne interese, enakosmerni, da gre pogosto samo za navidezni konflikt in da konflikt je, kot je bilo dobro rečeno, med delavci, delom, prekarnim, rednim, ki tudi postaja vedno bolj pod temi pritiski prekarno in kapitalom na drugi strani. Tako da to je gotovo dobro izhodišče. In prav je, da poudarimo, da usklajevanje dela in družine niso samo, oziroma sploh ne, samo ukrepi, ki naj bi olajševali usklajevanje že zaposlenim, staršem, ampak da moramo v te analize vključevati tudi pogled, kakšni ukrepi so potrebni, da posamezniki sploh pridejo do tega, da se odločijo za družino in da imajo dostop do kvalitetnih zaposlitev. Tako, to je gotovo tisti temeljni okvir. No, zdaj pa, če se usmerim na vlogo kolektivnih pogodb in socialnih partnerjev. Nedvomno, ko se pogovarjamo o tem področju, moramo upoštevati, da je kolektivno pogajanje v Sloveniji dobro razvito. Seveda smo vedno lahko tudi kritični, zahtevamo več, tako kot vedno rečemo, da je tudi enakost spolov v Sloveniji na zelo visoki ravni v primerjavi z drugimi državami, pa vendarle moramo biti kritični, zahtevati še več. Torej, kolektivno pogajanje v Sloveniji je dobro razvito in pokritost s kolektivnimi pogodbami tudi zelo visoka. Zaradi tega nedvomno kolektivne pogodbe so in morajo biti eden od inštrumentov, ki jih obravnavamo znotraj,
če pogledam ta naslov okrogle mize, sistemske in organizacijske ravni. Ne zgolj pravice, ki so v zakonodaji, ampak tudi socialni partnerji lahko skozi kolektivno pogajanje veliko doprinesejo. Zdaj na Inštitutu za delo skupaj s partnerji smo v projektu, ki se je tudi tikal usklajevanja dela in družine in v katerem smo spraševali, kakšna je vloga socialnih partnerjev, ugotavljali po analizi kolektivnih pogodb, tukaj smo imeli v analizi kolektivne pogodbe dejavnosti, da socialni partnerji, kako ne rečem, so dovzetni, občutijo tudi ta vprašanja kot vprašanja, ki se tičejo kolektivnega pogajanja. In v kolektivnih pogodbah sedaj že sklenjenih lahko najdemo nekaj zanimivih primerov, vendar kar manjka, je nek bolj celovit pristop, ni nekega celotnega zavedanja, da edino kombinacija različnih ukrepov lahko doprinese k boljšemu usklajevanju dela in družine, tako da pravzaprav je tukaj prostora za socialni dialog še veliko. Vedno je, in tukaj lahko najdemo tudi zanimive primere dobrih praks iz Norveške in norveških kolektivnih pogodb in vloge norveških socialnih partnerjev. In tukaj je vedno nek dialog med zakonodajo in kolektivnim pogajanjem. Naprimer, v norveških kolektivnih pogodbah lahko najdemo določbe o plačilu očetovskega dopusta, ki ga je zakonodaja, torej očetovski dopust postavila, vendar nadomestilo zagotavljajo delodajalci na podlagi določb, o katerih so se dogovorili socialni partnerji. Zdaj, pri nas je očetovski dopust teh 15 dni, 20, ki se počasi dviguje na 30 dni plačan iz sistema socialnega zavarovanja, kar je nedvomno boljša rešitev, izhodiščno, ker to pomeni kolektiviziranje, tega ni konkretni delodajalec zavezan za neko finančno breme, ampak neodvisno od tega, vendar prostor za podaljševanje plačanega očetovskega dopusta je nedvomno tudi na področju socialnega dialoga in kolektivnih pogodb. Tudi sicer lahko vidimo na področju zakonodaje regresivne korake. Z izgovorom krize so bile znižane tudi pravice na področju starševstva. Nadomestila niso več polna vsa, ne bom šla v podrobnosti, in tudi tukaj zgornji limit je znižan in tudi tukaj je morda prostor, ko bi lahko socialni partnerji vstopili in zagotavljali zaposlenim, ki koristijo te pravice, polna nadomestila. Da ne naštevam in da nisem predolga, kolektivno pogajanje in socialni partnerji so izredno pomembni. Pomembni so tudi, da zajamejo vse zaposlene, tako redno kot prekarno zaposlene delavce in da se dejansko res pogovarjamo o sistemih, ki bojo omogočali vključevanje v kvalitetno delovno življenje, ki omogoča usklajevanje tako očetom kot materam, da dejansko se bo začelo razmišljati bolj sistemsko. Čeprav, če se malo bolj usmerim v temo današnje konference, očetje, vloga očetov, zdaj v kolektivnih pogodbah še toliko manj najdemo res kakšne posebne določbe, ki dajo pravice očetom. Imamo nekaj, vsi poznamo proste dni ob rojstvu otroka, ki je nek zametek očetovskega dopusta, torej se pravi, je bilo najprej v kolektivnih pogodbah in šele potem v zakonodaji in še nekaj drugih. Rada bi poudarila, da ukrepi, ki naj bi spodbujali večjo vključenost očetov, ni nujno, da so to ukrepi pravice, ki naslavljajo in zagotavljajo neke dodatne pravice samo očetom. To bi bilo preenostavno gledanje. Nedvomno je tukaj
bolj smiselno poudarjati, da je treba uvajati ukrepe, ki zagotavljajo pravice ne glede na spol, ampak da so tako oblikovane, da so enako zanimive tako za ženske kot za moške, tako za matere kot očete. In nedvomno so potem take drobnarije, kot tudi 100% ali ne 100% nadomestilo, še kako pomembne se izkažejo, da ni drobnarija. Morda se tukaj ustavim, bo še prilika kasneje v debati. Najlepša hvala. Gospa Stojanovič, ste sindikalistka z dolgo kilometrino, tako na panožni kot na podjetniški ravni. A lahko poveste vaše mnenje po vseh letih in tudi bogatem naboru izkušenj na tem konkretnem področju, kakšna je vloga sindikata pri zagotavljanju ustreznega balansiranja zasebnega in plačanega življenja in če pri tem mislite še očetje posebej, torej ne samo za matere, ampak tudi za očetje. Hvala lepa za besedo. Seveda socialni partnerji pri sprejemu zakonodaje tudi aktivno sodelujemo, podajamo mnenja in pripombe, ampak opozoriti je treba, da so zakoni v domeni zakonodajalca in je vprašanje, koliko lahko dejansko sindikati vplivamo na zapisano, včasih bolj, včasih manj, res je tudi odvisno veliko od politične volje. Pri kolektivnih pogajanjih pa se v bistvu naša vloga dosti bolj pride do izraza, saj igrajo v Sloveniji, mislim, imamo zelo dobro razvit socialni dialog in kolektivne pogodbe so zelo pomembne. Sicer je kriza tudi na tem področju pustila velike posledice, jaz srčno upam, da se bo raven dogovarjanja vrnila nad predkrizno raven socialnega dialoga. Dejstvo je namreč, da v Sloveniji kolektivne pogodbe dejavnosti predstavljajo temelj socialnega dialoga na bipartitni ravni in lahko nadgrajujejo pravice in obveznosti tudi na področjih usklajevanja dela in družinskega življenja in tudi predstavljajo temelj za pogajanja na nižjih podjetniških ravneh. Uvajanje ukrepov usklajevanja v kolektivne pogodbe predstavlja prednost prav tako tudi zaradi velikega deleža delavcev in delavk, ki so pokriti s kolektivnimi pogodbami, teh je med 80 in 90%. Kolektivno pogajanje na različnih ravneh, v različnih dejavnostih, poklicih in na ravni podjetja omogoča večjo prilagodljivost, raznovrstnost ukrepov za lažje usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti, ker recimo lahko na tak način socialni partnerji tudi določijo ukrepe, upoštevajoč lastnosti poklica in dejavnosti posameznega podjetja. Zdaj, jaz bom rekla, jaz prihajam iz podjetja, kjer je socialni dialog na visokem nivoju zelo dobro razvit in v bistvu tako vodstvo kot sindikati smo si zelo prizadevali, da smo postali leta 2007 imetnik delnega certifikata družini prijazno podjetje, leta 2010 pa smo pridobili popolni certifikat družini prijazno podjetje in pač v okviru tega certifikata smo sprejeli določene ukrepe za, bom rekla, boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Pač v bistvu dejansko skrbimo za obveščanje zaposlenih o njihovih pravicah, izdajamo brošure za zaposlene, kjer jih napotujemo na vse pravice, ki jim pripadajo iz tega certifikata, opravljamo mnenjske raziskave, ki so zelo v pomoč pri vodenju projekta. Pri načrtovanju, veste, da pač trgovina je dejansko, ljudje delajo v težkih delovnih razmerah in je usklajevanje velikokrat zelo težko in pri načrtovanju izmenskega dela pa se upošteva skladno z potrebami delovnega procesa tudi želje in potrebe družin z predšolskimi otroki. Skrbimo za varovanje zdravja zaposlenih, vodimo projekt promocijo zdravja, imamo postopke za lažje vključevanje v delo po dolgi odsotnosti zaradi porodniškega ali starševskega dopusta.
imamo v bistvu možnost, da starši otrok, ki gredo v 1. razred osnovne šole, imajo pravico do dodatnega dneva izrednega plačanega dopusta, ravno tako imajo pravico do uvajanja otroka v vrtec. V bistvu dejansko poskrbimo tudi za razvoj socialnih veščin vodilnih, kar je po mojem mnenju ključnega pomena za učinkovito, da bi te ukrepi učinkovito živeli. Dejansko pa opažam pri svojem delu, da ljudje, ki so, recimo, ki izkoriščajo dejansko pač pravice, ki izhajajo iz zakonodaje, so v svoji delovni sredini velikokrat prepoznavni kot ljudje, ki iščejo nekaj več vizavi ostalih, dejansko jih tudi delovne sredine nekako ne sprejemajo, zato jaz smatram, da je potrebno poleg črke na papirju zakona, določil kolektivne pogodbe, podjetniške pogodbe, narediti pravzaprav velik premik v nas samih, v družbi, da bi bili sposobni pač dejansko sprejemati nekaj, kar morda v svojih časih mladih nismo bili deležni, pa se sedaj nekako starejši to smatrajo kot nek privilegij mlajših. In jaz mislim, da je čas, da se dejansko te ovire premosti tudi v glavah ljudi. Najlepša hvala, gospod Zoranovič. Mercator je bil v prvi generaciji podjetij, ki so pridobila certifikat družini prijazno podjetje. Ta certifikat je nekako oče certifikata. Je nastal, pri nastajanju tega certifikata je imel veliko in pomembno vlogo Equilib in Aleš Kranjc-Gojšlan. Torej, to je zdaj projekt, ki traja več kot desetletje, zelo uspešen projekt in popolnoma v neskladu s tem, kar sem prej povedala. Jaz sicer mislim, da je neoliberalizem en zelo uspešen projekt, bolj uspešen kot naša prizadevanja za usklajeno, izbalansirano življenje in delo, ampak ta projekt konkretno mi vzame besedo. Gre za nekaj, kar delodajalci počnejo, pa ne bi morali. In zdaj moje vprašanje, zakaj? Torej, iz vseh izkušenj do sedaj, od tega leta 2007, zakaj? Kaj je tvoje mnenje? Zakaj se delodajalci odločajo? Zakaj jim je do tega nekaj morajo narediti tukaj? Kaj je argumentacija? Zakaj to počnejo? Ja, hvala. No, tudi brez tebe, pa brez Nadje Stropnik, vprašanje, kaj bi se s tem projektom pa certifikatom zgodilo, ne pa še kakšnega, ne. Ja, res je, zdaj že pravzaprav skoraj 10 let je ta certifikat v podjetjih, ki jih je zmeraj več, čez 200 jih je iz različnih panog, različnih velikosti, iz javnega sektorja, zasebnega sektorja. Zdaj, zakaj se podjetja odločajo za ta certifikat, vzgibi so zelo različni, ne. Nisem nikoli povedal, zakaj, recimo direktorji nismo jih to vprašali, mogoče bi bilo fajn jih vprašati, te, ki v tem odločajo, ampak tako da jaz ne bi špekuliral, ne. Eni za tega, ker res hočejo zaposlene nekaj narediti, eni za tega, ker hočejo se navzven pokazati, eni za tega, ker mislijo, da že dobro delajo na področju usklajevanja poklicnega zasebnega življenja in hočejo to nekako sformalizirati in tudi drugim pokazati, da dobro delajo, ne, tako da so razlogi, se mi zdi, različni. Je pa, kar je pa nam pomembno, so pa učinki tega, ne. Se pravi, kaj se v teh podjetjih zgodi, ne. In en zelo zanimiv pokazatelj, ki je prišel iz naše raziskave ven, ki smo jo lansko leto naredili, kjer je bilo vključeno več kot 100 podjetij, ki imajo certifikat in več kot 6000 respondentov je bilo to vključeno, namreč pri vprašanju, a se je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ki izboljšajo, za zaposlene so zaposleni odgovorili, da ja, to se pravi, več kot polovica zaposlenih se je odgovorili, da ja, ampak zanimivo je pa ta po spolu, kako so odgovorili. Namreč več moških je rekel, da se je izboljšal kakor žensk. Se pravi, 60% žensk, pa 68% moških je rekel, da se jim je izboljšal, ne. In tudi moški so bili
bolj zadovoljni, kar se tiče tega, in so rekli, da lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje, tudi več moških rekli, kot žensk. Ne. To se mi zdi, da govori v prid temu, ne, da niso samo pomembni bili konkretni ukrepi, recimo dodatni dnevi dopusta, ampak predvsem to, da se je ta organizacijska kultura začela tako razvijati, da so moški dejansko lahko svoje potrebe, da so jih lahko izrazili, da so lahko jih povedali in da so jih lahko nekako živeli in da je tako kulturno okolje, organizacijsko okolje, ki jim to omogoča. No. Tako da to se mi zdi je bilo zelo zanimivo. Zdaj, druga stvar, ko smo se pogovarjali o kolektivnih pogodbah, moram reči, da na podjetniški ravni, to se pravi, kar se tiče podjetniških kolektivnih pogodb, je kar veliko ukrepov formaliziranih v kolektivnih pogodbah. Namreč pri tem certifikatu je tako, da vse ukrepe, ki podjetje sprejme, morajo biti formalizirani v internih aktih in najvišji interni akt, največ, kaj je vreden, je kolektivna pogodba podjetniška, če podjetje ima. In se mi zdi, da skoraj vsi ukrepi, kar se tiče, ne vem, kako je v Mercatorju, ampak vsi ukrepi, kar se tiče delovnega časa, se pravi dodatni dnevi odsotnosti, če je bolj fleksibilen delovni čas in to se vse formalizira v kolektivnih pogodbah, ne, kar se mi zdi zelo fajn. Ne. Je pa tukaj problem, ker sem rekel, da imamo kar veliko podjetij, odnosno organizacij, ki so iz javnega sektorja. Tukaj imamo pa velik problem, namreč zakonodaja v javnem sektorju ne dovoljuje, da organizacija kaj več, kar je določeno v zakonu. Ne. In javni sektor ima zelo velik problem. Ne more dati dodatnih dnevov, čestitko za novorojenčka, se veste, kako je, sam mora biti brezplačen, se pravi, sam podpiše se lahko, niti enega darilca ne more biti. Tako da pa še kakšne stvari so, ne, ko bi v bistvu radi v javnem sektorju tudi kaj več naredili, pa v bistvu zelo težko naredijo. In to je zdaj vprašanje, kako vidimo javni sektor, a ga vidimo kot strošek, sam kot strošek, ali ga vidimo kot storitev za vse nas. Ne. Pa še mogoče bi se malo navezal na to prekerno delo, ne. Dejansko se dogaja v podjetjih, vidimo, da se ta kultura prekernega dela seli v redno delo. Ne. Ampak ne samo to, da se dejansko dela več, pa tako naprej, ampak tudi miselnost je že taka. Ne. Zdaj, če se navežem tudi na delo, ki je Marko rekel, v delu, mislim, da je bilo v sobotnem delu ali po petkovem delu, je bila predstavitev Young Professionals prek MCM-a. No? MCM Slovenije ima eno akcijo, Young Professionals, tam so jih 5 zbrali in so jih vprašali, kakšen novi svet oni vidijo, kako vidijo prihodnost. In en Young Professional, moški, ne, je rekel, da je on vidi tako, ne, da ne bo več ločnice med poklicnim in zasebnim delom, da bomo odgovarjali na elektronsko pošto tudi, ko bomo na počitnicah, ampak da bomo med delom šli pa lahko tudi na pivo in da bomo vsi delali samo tisto, kar nas veseli in da bomo delali zdaj, ker to hočemo delati, ne zdaj, ker moramo. Tako da, mislim, meni se zdi dosti žalosten, da ima en tak mlad, ki je menedžer, toliko nima stika z realnostjo. No. Najlepša hvala. Aleš, ja, dogaja se nekaj, če komentiram, izenačujemo se na slabše in to in prekarne delavce z rednimi, normalno zaposlenimi in nažalost na področju enakosti spolov isto opažamo. Namesto, da bi dosegli, da so moški izenačeni ženskami na boljšem, v pravicah do starševskega dopusta, v mislenosti, da je normalno, da če imaš otroka, imaš ne samo obveznosti, ampak tudi pravico, da si s tem otrokom, se dogaja obratno, da se ženskam nižajo pravice, ne, in da se dobivamo, izenačujemo, ampak na nižjih standardih. Ampak dajmo vseeno pomisliti o dobrih praksah. Torej, na Norveškem moje prvo vprašanje je bilo na sistemske ravni, smo govorili o očetovskih dopustih. Ali v reformu imate, ali z nami lahko delite kakšno organizacijsko dobro prakso, torej dobro prakso na področju usklajevanja zasebnega in plačanega dela očetov na organizacijski ravni.
Yes, thank you for that question. So in Norway, much is put on the state, so there is less efforts on individual businesses. But there are some measures connected to businesses and also in connecting to the paternity leave, the non-transferable paternity leave. One thing with the non-transferable paternity leave for 2.5 months means that every employers sit down with the father to map out and plan how are you going to take out the parental leave? How long are you staying at home? When are you going to take it? So, and this is very disciplining for the employers that they don't. It's not just the mothers that they have to plan for work-life balance. It's also with the fathers. So it makes it on the agenda for both sexes. And I think this kind of shift in focus is very, very important. Like we listened to the last panel. So, and I said that the most parents take 80% of net income. They get 80% net income in the parental in the paternity leave and parental leave, and many employers they top off so that it gets 100%. So the father or the family have no reduction in living standard whatsoever in the leave. There is also a roof on how much total, and also a lot of employers will top that up. So that is, I think, very good efforts. And there are firms that encourage fathers to take more than the 10 weeks obligatory paternity leave. A company called IT company called eDrift, they give an extra bonus if the father takes the leave that the 13 weeks leave that the government was earlier before they cut it. So you have this kind of not so many, but some have encouraged fathers to take longer leave, even businesses with just male employees. But I will. Maybe the most important thing is kind of smaller things, that the idea of work-life balance is really embedded in the hearts and minds of employers and employees in Norway, so that you wouldn't have, or really seldom you would have meetings outside the time of between 9 and 4 o'clock, because then it's impossible to get your kid from daycare and to go home, to have a family. So these kind of small measures, I think, is detrimental. And employers would expect that the young fathers in the business would leave the premises at 4 o'clock, so it wouldn't be anyone there to have this kind of meeting where you use out important employees. So I would say that the system with the non-transferable leave have forced employers to cope with the development that gender equality and father's care work is real, and they are forced to acknowledge it. So that is a very, very important thing, I think. Thank you, Ale. That is nice to hear, and we will follow you. Gospa Vuk, v prejšnjem vprašanju sem spraševala o tem, kar že je. Sedaj pa bi me zanimalo, kam bomo naprej šli. Torej, kateri so mehanizmi, kateri bi dodatno spodbudili lahko moške k lažjem, boljšem, prijaznejšemu usklajevanju dela in zasebnosti. In zdaj omenila bom nekaj, kar so mnogi med mano danes omenili. Mi danes govorimo o očetih. Moški in ženske v Viktorjevem predavanju, pa več govorcev je omenilo, da zasebnost ni samo Mojca, ni samo očetovanje. Očetovanje in
Strinjanje je lep del zasebnosti. Mi se nahajamo v starajoči se evropski in zelo slovenski družbi in to podaljševanje življenjske dobe plus podaljševanje delovne dobe privede do tega, da bo imeli vse več, vse starejših zaposlenih, ki skrbijo za svoje vse starejše in vse bolj odvisne sorodnike, starše ali druge sorodnike. Kje smo tukaj v razmišljanju na državni ravni? Ali obstaja razmislek o spodbujanju mehanizmih, ki bo ta manj prijazen, tukaj, če bi zdaj bila ena zelo, zelo stara noga, bi to bila bistveno grša slika od teh lepih otroških nogic. Ampak to je naša realnost. Ali razmišljamo v tej smeri? Razmišljamo v tej smeri, ja, razmišljamo nažalost, pa mnogi razmišljajo že več kot 10 let, na primer o vzpostavitvi sistema dolgotrajne oskrbe. No, 10 let se že pripravlja zakonodaja z tega področja, ker se zavedamo, da pač obstaja novo družbeno tveganje, ki ni več dovolj dobro pokrito samo zdravstvenim zavarovanjem in sistemom zdravstva, ki ni dovolj dobro pokrito socialnimi storitvami, ki so omogočene, s pokojninskim sistemom, ki je, ampak je potrebno pač vzpostaviti nov sistem, tudi zavarovanja, če hočete, za dolgotrajno oskrbo, torej zaradi demografskih sprememb, zaradi starajoče se družbe in zato, ker je potrebno vzpostaviti nove storitve, nove oblike skrbi za starejše, tudi ukrepe za tako imenovane neformalne oskrbovalke in oskrbovalce, se pravi tisti, ki skrbijo za svoje svojce in je to potrebno kompenzirati tudi na način tega usklajevanja z javnim življenjem, z zaposlitvijo, z možnostjo neke kompenzacije, z možnostjo določenih nadomestil. Mi imamo že neke mehanizme, kot je naprimer družinski pomočnik, ko dobiš plačane polne prispevke, pa tudi nadomestilo v določeni višini in tako naprej. Imamo možnost osebne asistence, naprimer, imamo tudi certifikat družini prijazno podjetje, se razvija zdaj v to smer, ne samo torej kako te ukrepe za možnosti skrbi za otroke, ampak tudi druge oblike, torej tudi za starejše, konec koncev pa tudi zato, ker imamo v resnici vsi pravico do zasebnega življenja, ne glede na to, a moramo v tem zasebnem življenju kaj delati, ali si želimo samo pač odpočiti, pa odklopiti od tega drugega profesionalnega javnega dela življenja, ne, in je treba pač to vse vzeti v zakup, ampak ko spet pogledamo, ne, jaz in tukaj se te usmeritve potem posameznih politik razlikujejo, usklajevanje javnega in zasebnega, vključevanje očetov v družino, vključevanje moških tudi v ta uravnoteženja, zame je to nerazdružljivo povezano tudi z uravnoteženjem, usklajevanjem med moškimi in ženskami. Jaz nikakor tega ne bi razdruževala, zato ker tudi, ko govorimo o dolgotrajni oskrbi, ko govorimo o realnosti, o današnjem času, se nam lahko potem spet pojavi, torej ja, bomo kompenzirali a ne, to odsotnost za to, da skrbiš za svoje stare starše, svoje starše, ne vem za koga, za sorodnike in potem spet pridemo do razmerja 80-20, da so ženske tiste, ki se odločijo en določen čas ostati doma in skrbeti za svoje starejše in vemo, da to nadomestilo nikoli ne more biti tako visoko, kot bi bil lahko razvoj kariere in pač to vrstno udejstvovanje. Tako da je treba to vse vzeti v zakup, ko govorimo. Hkrati pa, če ne bomo, kot sem prej rekla, delali na teh tako imenovanih mehkih metodah, če mi ne bomo delali na razbijanju stereotipov, na spreminjanju miselnosti, na konec koncev tudi zahtevah, tako strani delodajalca, tudi seveda države, odločevalcev in tudi zaposlenih, da smo sposobni postaviti mejo, da se vprašamo, ali in kdaj bo nastopil ta čas,
ko bomo res rekli, da jaz ne bom odgovarjala na maile ob 11. zvečer, ampak bom rekla, pač zdaj sem prišla domov in zdaj do jutri zjutraj pač tega ni, ne glede na to, razen če se ne vem res kaj se suje, ne, kar pač vzameš v zakup s to svojo funkcijo, ampak vsi ostali, a ne, pa ni treba, da so ves čas na razpolago in tudi to, ko govorimo, da se prekarizacija seli v bistvu v tudi tradicionalne oblike dela, so to tudi te samo zahteve ali pa kaj se je doseglo, bom tako rekla, ne, s tem, ko se veča individualizacija, se povzroči to, da je vsak zase. Torej, če sem jaz sama zase znotraj kolektiva, a ne, bo močnejši vedno delodajalec, ker bo dosegel to, da se mi znotraj ne bomo povezali, a ne. Če je torej vsak pač ima svoj SP, se bo seveda boril zase za preživetje, bo pristal tudi na zelo različne pogoje, ker pač ima večji neto ven izkupiček, in potem, ko bomo pa začeli razmišljati o bolniških in podobnih, bomo pa več pokazali na državo, pa bomo rekli, zdaj pa vi to naredite, tako da bomo izenačeni v pravicah. Vprašati se pa moramo, a je to tudi prav, a ne, da bomo komu torej gre to na roko. Kot smo slišali primer Norveške, a je res pri nas kdo razmislil, zato se mi zdi ta projekt zelo pomemben, a ne, kaj bi lahko vse uredili tudi znotraj kolektivnih pogodb, čemu vse bi lahko bilo namenjeno kolektivno dogovarjanje, a ne, da do 100% kompenzacije pač krijejo delodajalci. Pri nas je starševski dopust, torej ta nad 3 mesece, ki si ga starša lahko razdelita, je začasno omejen na 90% nadomestilo. Začasno res smo se matrali zelo za to, da ohranimo to začasnost, ker ne pristajamo na to, da bi pač bilo zdaj to trajno, se je vse 91, koga briga, a ne, pomembno je, kakšno je nadomestilo. Ampak ali je res bil kdaj razmislek, ok, bo pa delodajalec pokril tistih 10%, ali bojo prišli z izračuni po bloku, a si vi predstavljate, kaj vi to nam delate, zdaj bomo pa morali vse ljudi odpustiti. Najlepša hvala, bo še ostra debata, jaz vidim. Lahko komentiraš, ko boš dobila besedo? Če smem, mogoče čisto na kratko, ne proti, ne, samo to razmerje, ne, zakon, kolektivna pogodba, kolektivne pogodbe, torej, naš konkretni trenutek, ne, je gotovo bi bil korak nazaj, da bi nadomestila, ki se zagotavljajo iz socialnega zavarovanja, prenesli v sfero kolektivnega pogajanja. Na Norveškem je bil to korak naprej in dosti stvari se potem iz kolektivnih pogodb prenese v zakon in tudi v slovenski zgodovini socialnega dialoga imamo te primere, ko so najprej socialni partnerji nekaj dosegali in se potem recimo iz ene kolektivne razširili še na druge in potem recimo tudi kaj v zakonodajo. Tako da vsekakor bi pri nas podpirala, da vendarle država ukine vse te omejitve, ki so vezane na krizo, kajti ta sprememba zakona o starševskem varstvu družinskih prejemkih je vendarle vse te začasne ukrepe tako na novo postavlja pogoje, da moramo nujno dati narekovaje v to začasnost in dejansko ne pustimo kolektivnim pogodbam in socialnim partnerjem, da delajo korake naprej, tam so dobri, tako da, čisto na kratko, mogoče sam. Lepša hvala za ta komentar, veliko nas je hotelo to tako isto komentirati. Hvala, Barbara, ampak zdaj, ko si že pri besedi, ti si v prvem odgovoru rekla, da je pravzaprav dobro, da se ne gre zelo specifično, ampak da se dviguje raven in prostor za usklajevanje dela in družine, ne glede na spol. Jaz pa te vseeno hočem sprovocirati, ali ni pomembno, da glede na to, kot je gospa Vuk povedala, da če ostane enakopravno za oba dva spola, vemo, kaj se zgodi na področju, kjer je zelo feminizirano, to pa je skrb, ali ni pametno in dobro unesti konkretno za moške določene določbe, katere se bodo ali nanašale na njih, ali jih noben ne bo uporabil.
Vsekakor. Jaz podpiram ureditev starševskega dopusta kot individualno pravico vsakega od staršev. Mogoče bi tukaj lahko tudi razširili, ne govorili samo o očetah in materah, binarno, ne, vemo, da so tipi družin še bolj raznoliki, skratka, se mi zdi zelo dobro postaviti to pravico kot individualno pravico vsakega od staršev in tudi urejeno tako, da zajema tudi samozaposlene. Saj v načelu jih, ne, problem so potem bolj kompleksni v uresničevanju. Seveda pa je treba izhajati iz konkretne situacije in vsi vemo, ne bom ponavljala, ne, kakšna je izraba, kakšna je razporeditev starševskih, pa tudi gospodinjskega, drugega neplačanega dela in tako naprej. Po eni strani bi rekla, da so premiki, nedvomno so premiki generacijski, takšni, drugačni in uveljavljanje pravic strani očetov ali pa strani moških, vključevanje v neplačano delo, gospodinjsko delo je bistveno drugačno, kot je bilo pred leti ali pa v generaciji naših staršev. In tukaj so premiki vidni, ampak so seveda počasni, jasno. In en delček v ta mozaik lahko da tudi zakonodaja, kolektivne pogodbe, nek ta pravni okvir, samo en delček, lahko pa seveda zelo pomemben. Ampak zdaj sem se meče zgubila, da se vrnem nazaj, ne. Vsekakor, torej, kot individualna neprenosljiva pravica, ampak upoštevati situacijo. Ja, ne, torej, dostikrat se omenja ta projekt neuspel, ko se je želela zakonodaja spremeniti, uvesti individualno pravico in se dostikrat to interpretira, da je potem bil problem nekako nasprotovanja tudi strani ali pa celo zlasti strani žensk, da to pa ne damo. Ne. Torej, postopno je treba, ne, iti, ne moramo zdaj kar ukiniti nek sistem, ki živi v tej družbi, upoštevati, da dejansko res ženske večinoma izrabljajo to eno leto, ne, in iz tega je treba izhajati in postopno narediti neko strategijo. Vedno je lažje uvajati pravice, če se dodajajo. In mislim, prvi korak je tukaj bil gotovo narejen narobe, ko se je želelo vzeti po domače rečeno in mesec materam in ga dati očetom. Zdaj ta nov projekt gre bolje, se dodaja, se podaljšuje očetovski dopust in postopno. Potem so pa te male v raziskavi, ki smo ga tudi na inštitutu delali, se je izkazalo, da dobro, nadomestilo, plačilo je zelo pomembno v izrabi in pa zlasti tudi način izrabe, dosti več fleksibilnih možnosti, zakonodaja naša zgleda, da daje te možnosti, ampak vendarle je nerazumno omejujoča, ko bi se lahko starša odločila za skupno izrabo. Zakaj ne? To je tudi prvi korak, ko bi oba starša na začetku bila malo dlje, ne samo toliko, kot je zdaj 15-20, pa počas 30 dni očetovskega dopusta, skupaj doma, tudi na Norveškem, da raziskave kažejo, da se en del skupaj izrabi, potem pa je tudi kombinacija pa malo mati, malo oče oziroma en pa drug starš. To je le nekako zahtevna izkušnja in mogoče bi na ta način upeljali še nekoliko več očetov, da bi se potem, če se tako izrazim, upali ostati tudi sami doma. Prvi korak pa je mogoče bolj sprostiti to možnost skupne izrabe in ko se uvaja individualno neprenosljivo pravico, nekako predvideti strategijo, več govoriti, razvijati stereotipe in prvi korak vsaj postopno dodajati pravice brez odvzemanja. Mislim, da so to pravi koraki, ko bi se spodbudilo še večjo vključenost in omogočilo, ne bi samo govorila o tem, da je treba spodbujati očete, ampak da se jim omogoči, da so vključeni tudi v družinsko življenje. Najlepša hvala. Barbara, Marko, ugotovili smo, da v veliki meri ne uporaba, ne izkoriščanja zakonsko določenih možnosti in pogum posameznikov je odvisen od tega, kakšne so okoliščine in okoliščine so grde. Kje so rešitve? Torej nekaj v predstavitvi vaše
ste iz Društva za dostojno delo, ste zadružnik, torej to preseganje individualizacije tveganja je očitno en del odgovora. Ali je kaj novega, mi smo v stavbi sindikatov, ali je kaj novega na svetu, ali je kakšen bistveno drugačen odgovor od tega, da v boju kapitala proti delu mora biti zelo dobro organizirano? Ja, jaz bom v bistvu začel na tej organizaciji dela. Pač, ko je bila organizacija dela fordistično urejena, so se nekako tudi vzpostavili sindikati in izborili so si svoje pravice. Prav, s tem je nastal koncept socialne države in s tem smo dobili tudi, ne vem, okvir socialnega dialoga v Sloveniji. Če vprašate samostojne podjetnike na ulici, kaj je socialni dialog in kaj je kolektivna pogodba, imamo dva zelo, zelo drugačna odgovora kot od ljudi, ki so sindikalno organizirani. In jaz mislim, da je tu ključen problem našega trga dela in ne samo našega, mogoče tudi širše, se pravi, da socialna država je v bistvu obstaja za določen krog ljudi, ne pa za vse. In dokler bo politika, ki tvori neko zakonodajo in urejanje sistema, pač upoštevala zgolj in izključno krog socialnega dialoga, kot ga poznamo pri nas, se pravi tripartitno v smeri pač organiziranih delavcev v sindikate, gospodarstva in politike, izključujemo velik segment ljudi, se pravi prekarnih delavcev. In tukaj imamo veliko težavo. Ministrstvo v bistvu s tem, ko govori z zadnjim dokumentom o dostojnem delu, o nujni povečani fleksibilizacije trga delovne sile, v bistvu uporablja diskurs kapitala. Kar v bistvu zelo dobro pokaže, da ministrstvo v bistvu nima nobenega cilja, kako urediti, ali pa nobenega odgovora, kako urediti trg dela, oziroma je njihov cilj edini ta, da se še bolj fleksibilizira. Da se še bolj fleksibilizira, to pomeni, da bomo imeli manj sindikalno organiziranih delavcev, z manj pravicami in z veliko večjimi težavami tako na področju države, se pravi, ker več fleksibilnosti pomeni manj denarja za zdravstveno zavarovanje, manj denarja za pokojninski sistem in več izgorelih delavcev in tako naprej. Se pravi, teh zadev je ogromno. In dokler ministrstvo v bistvu vse svoje ukrepe usklajuje samo v tem, za moje pojme, malce zastarelem okviru socialnega dialoga, kot ga v Sloveniji poznamo, imamo veliko težavo, zato ker pač ne vidijo ven iz okvirja in uporabljajo diskurs kapitala, se pravi fleksibilni diskurs. In še tisto, kar me zelo moti, je to, da se ta ista politika vede neodgovorno tudi na ta način in to je nujno potrebno spremeniti, da se kupčka. To pomeni, da recimo različne oblike aktivne politike zaposlovanja lahko izvajajo socialni partnerji. Se pravi, GZS dobi zaradi tega, da ima boljše pogajalsko izhodišče v recimo, ne vem, zakonodaji delovniki se bo odpirala v jeseni, dobi, ne vem, 3-4 ukrepe, ki jih sfinancira ministrstvo oziroma država. Na ta način se kupuje vzajemno pač naklonjenost in manjšo kritičnost do slabih predlogov. In jaz mislim, da to je ključni izziv, se pravi, kako politike prepričati, da s tem, ko fleksibilizirajo trg dela, uničujejo državo in hkrati sindikate, da če ne bomo solidarni, da delavci v rednih delovnih razmerjih in prekarci nismo konkurenca in da se je treba skupaj boriti za to, to so ključni izzivi, ki jih moramo spremeniti, drugače bo šlo vse pač tja, kamor gre. Hvala. Ja, te dve teme sta povezane. Mi se danes večinoma pogovarjamo o prijazni fleksibilnosti, o prijazni prožnosti do staršev, do očetov, dogaja pa se nam veliko več neprijazne prožnosti in tega se je potrebno zavedati. Ampak ko smo vrnila se bom in zaključili bomo v pozitivnem duhu, torej, če se vrnemo na pozitivne prakse, oba dva sta omenjala družine prijazno podjetje, konkreten primer Mercatorja in izkušnja in izporočila, ki ste ga delali, prakse veliko podjetij. Noben od vaju ni omenil očetov. Ali je karkoli konkretno namenjeno očetom v Mercatorju, ali je veliko podjetij, ali so podjetja, ki nekaj namenjajo konkretno očetom, in ali je Equilib razmišljal o tem, da na seznam ukrepov
poda nekaj zelo fokusirano na očete možnosti usklajevanja. Če boste začeli, gospa Stojanović. Ja, veliko, mislim, da slišim. Veliko ukrepov je dejansko spolno nevtralnih, vendar pa je vse nekaj ukrepov, ki so namenjeni izključno moškim. Jaz osebno sem pa prepričana, da je res treba najprej veliko postoriti za odpravo vzorcev in stereotipov, da ženska sodi samo za štedilnik in da je edina in poklicana za skrb in vzgojo otrok. Se pravi, jaz mislim, da je treba res začeti najprej pri sebi in dejansko je vloga očetov pri vzgoji pomembna in zato bo treba še zelo veliko časa izobraževanja in ozaveščanja. V bistvu ukrepi, ki so namenjeni zgolj očetom, je v bistvu dodaten dan dopusta ob rojstvu, to je zapisano v kolektivnih pogodbah, je različno od 1 do 3 dni je dogovorjeno, nekatere kolektivne pogodbe omejujejo napotitve na delo v drug kraj za starše, torej lahko koristi oče ali mati. Potem, kot že omenjeno, smo zapisali v kolektivne ali pa v certifikat prost dan za uvajanje otroka v vrtec, se pravi, to je lahko za oba starša. Omejitev dela v neugodnem času, obratovalnem recimo, prav dejansko za očete, bom rekla, je pa dejansko lahko rečemo, da je samo ta dodatni dan ob rojstvu otroka, da je res zapisano in velja samo za očete. Ampak bi se dotaknila samo še enega podatka, ki so mi ga pripravili sodelavci iz kadrovske službe. Zelo prijetno sem bila presenečena, torej možnost koriščenja skrajšanega delovnega časa na podlagi zakona o starševstvu. In sicer je v bistvu na 27.5.16 pri nas v Mercatorju stanje tako, da je število moških, ki koristijo skrajšan delovni čas do 3. leta starosti 186, vizavi žensk 610 in možnost koriščenja v bistvu skrajšanega delovnega časa do 6 let starosti, če sta v družini 2 otroka. Torej, trenutno to v Mercatorju koristijo 404 moški in 1402 ženski. Tako da mislim, da so vidni premiki, ki so lahko tudi morda, bom rekla, odraz nekih ukrepov, ki so zapisani v certifikatu in jaz mislim, da pač ne smemo biti tako pesimistični, da so le neki premiki evidentni in da bodo v bodoče še večji. Ja, če je 68% moških, ki so zaposleni v podjetjih, ki imajo certifikat, rekli, da se je zaradi tega izboljšalo njihovo usklajevanje, se pravi, so ukrepi, ki jih lahko koristijo moški. Imate statistiko, koliko koristijo moški, koliko ženske? To je pa posameznih podjetij, to bi v bistvu lahko naredili, ampak ne vem, če smo naredili. Je v bistvu kar zahtevamo, verjetno mogo za vsak podjetje posebej narediti. Vsak ukrep posebej. Ja, pa v bistvu bi mogli pol dobiti te podatke. Ampak že to, če se izboljšali, če 68% moški zdi prav, da lažje usklajujejo, se pravi, očitno so ukrepi namenjeni tudi njim. In dejansko, tako je bilo rečeno, so vsi ukrepi namenjeni vsem zaposlenim, se pravi, obema spoloma. Tako da dodatni dnevi, recimo, če je otrok v bolnici ali pa za spremstvo staršev, pa tako naprej, nego staršev, dodatni plačani dnevi jih lahko oboje koristijo prvi šolski dan in tako naprej. Bolj se mi zdi pomembno to, kar je že gospa rekla, da se ta kultura malo spreminja in dejansko si moški lažje jemljajo skrajšan delovni čas, se bolj odločajo, se pravi, ni to več čuden, če vstanejo, če delajo samo 4 ure ali pa 6 ur zaradi otroka. Je pa res, da je pa sam en ukrep, je pa tist, ki je pa za moške,
ki ima finančne posledice in ga jasno ne jemljemo. Ne, tako da tukaj je, kar se tega tiče, malo odgovora, če bi dali na podjetja nekaj, da bi podjetje dajali, namreč ukrep je, če bi oni 75 dni tudi sofinancirali plačo, ne, pa noben podjetje ni tega vzel ukrepa, ne, od več kot 200. Ne. Tako da nekaj o tem govorito. No. Je pa res, da pa ta certifikat ni samo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, tako da se tudi dotikamo tega recimo predstavništva zaposlenih, že enih par let imamo zdaj ukrep, ker smo ugotovili, da sploh v srednjih podjetjih ali pa manjših podjetjih nimajo organiziranega predstavništva zaposlenih, se pravi, nima niti sveta delavcev, niti nič, tako da en od ukrepov je, da lahko imajo predstavništvo zaposlenih in kar veliko podjetij, sploh zaposleni si želijo to, ne, kar je zelo zanimivo, da si to želijo. Ne. To je ena taka stvar do tega, da imamo zdaj ukrep namenjen prav temu, da se po 15 ali 16 uri ne vrši več komunikacija, službena komunikacija. Ne. In da se med vikendom ne vrši službena komunikacija do tega, da se sestanki morajo končati v okviru fiksnega delnega časa, se pravi med 9 in 15 uro in tako naprej. Najlepša hvala. Imamo še 6 minut za vsa vaša vprašanja. Videla sem eno roko tam. Medtem ko čakam in drugo roko. Nič, zdaj ne čakam več. Izvolite. Pozdravljeni, Matjaž Florjanc, Luka, Ministrstvo za zunanje zadeve. 20 let že delam v državni upravi. Moram reči, da pogrešam vsako leto bolj to, da pogrešam management. Da to, da se državna uprava ne smatra kot neko podjetje. Ker sem hotel vprašati gospoda, koliko certifikatov je izdano v državni upravi, mi je potem odgovoril, ne, v bistvu. Veliko. V državni upravi organov, ministrstvo. Tu pa sam ministrstvo za delo. Aha. Smo se pa tudi pri vas pogovarjali že, kaj boš bogar minister, ampak pol... Super. V glavnem, to najbolj pogrešam, v bistvu zaradi tega, ker se strinjam s tem, kar je rekla gospa Vuk, v bistvu moramo znati, moramo biti sposobni postaviti mejo, razbijati stereotipe in jaz sem to naredil v 2002, ko se je rodil moj sin, ko se je uvedel ravno očetovski dopust in so me najprej vprašali, skoraj če sem z lune padel, potem pa v bran učiteljicam, ker imam ženo učiteljico, sem vzel 30 ali 35 dni, takrat če dopusta za nego in varstvo otroka, ki sem ga koristil do 3. leta starosti in sem ob vsakem dnevu, ki sem ga potem koristil, dal svojo glavo na pladenj, da se odseka, ampak sem to preživel in še zdaj sem borec za to. Stvar je pa v tem, da v bistvu sem vidim eno priložnost mogoče za Mirovni inštitut pa za celotno družbo danes tle. Jaz mislim, da se bi dal mogoče v državno upravo, v javno upravo, poleg rednih takšnih izobraževanj za vodstvene delavce in ki imajo obvladovanje stresa in tako, ko zelo malo pomaga, komor ni to jasno, dati mogoče zraven te vsebine noter, se pravi, to, kar se mi danes pogovarjamo, dati za tega, da se o tem govori, ker dolgoročno v bistvu, jaz mislim, da je to potrebno usklajevanje moških in ženskih, se pravi, tega poenotenja, ampak dokler ne bo to v glavi se naredil ta premik, jaz mislim, da so tudi določbe potrebne, da se zapišejo posebej za moške, ker ko bomo mi čez 30 let se pogovarjali, kako je bilo fajn, ko smo orali ledino na tem, bo vsem tako smešno, ampak danes to ni realno. Za prekarne delavce pa sem v bistvu v 20 letih državne uprave ugotovil sledeče, da se iz leta v leto izkoreninjajo delovna mesta v državni upravi, ki vodijo v prekarnost in sicer so to IT, čistilni servisi, varnostno-logistične storitve in to vodi v prekarnost, zato ker potem v bistvu organi normalno funkcionirajo, ker se podpisujejo enormne pogodbe za outsourcing in so na stand-by podjetja in to pomeni prekarnost, v bistvu večja prekarnost, zato ker so ljudje, morajo biti v trenutku razpoložljivi, se bomo drugače pa drugega naredili, ni nobenega problema, ne? Ampak to jaz vidim tukaj v bistvu težave, tako da hvala. Najlepša hvala za vaš komentar. There was a question here. Mark?
My comment is going in a similar direction. I'm trying to make it a question for the final section as well. I very much appreciate that you said it's trainings and seminars of managers are really important. I think the implementation of fathers networks within companies but between companies might be crucial as well. And I was just thinking that this project ODA can be used, as Ule pointed out, as a pilot project for like gaining other projects and having follow-up projects. That's a very good idea, and I think to implement more trainings for managers, namely senior managers, to get them on our side, to make them more interested in parental leave, and also in gender equality topics like gender stereotypes are crucial when it comes to parental leave or when it comes to everything that happens to have to do with work-life, work-family balance. We have to tackle these stereotypes very much and more, I think. And what I also think about is to make happen structural changes and cultural changes within organizations. We need new work models like more part-time, time reduction, remote work. We discussed a couple of these topics today. And what we also need is more role models, show good practice examples. And we sometimes call it management by example. And we have a couple of these towers, these lighthouse effect models. These may only be 5 or 10, but point them out and show them and show that it's possible, even as a senior manager, to take parental leave. And I also know a couple of them who work like 90% for a couple of years, because their wives are self-employed and they can't decide. And when it comes to this situation, we're crossing a couple of gender stereotypes, and we have to show that this can be possible. And these are still some exceptions, but I think this should be broader and broader. And I was also thinking of, is it maybe possible to make something like a law, or to make it more to force companies and organizations to do more, maybe a set of annual measures from a catalog. I'm sure you have a catalog of things you use for your certificate. We have similar things in Germany from the Hertie Foundation as well, that's giving out a work-life, work-family certificate. But to make it more obligate for companies, and unless they do it, when they're not doing it, maybe they have to pay something into a fund that betters the situation of work-family balance and work-family discourses within society. I don't know if it's possible to think more about that, but that might be a solution. Thank you very much for your comment. That was the last comment, because we have to balance our work and life outside that is providing ourselves some food. Jaz bi rada se zahvalila našem panelu. Rada bi se zahvalila panelistkam in panelistom zadnjega panela, rada pa bi se v imenu vseh zahvalila Mirovnemu inštitutu, da nas je zbral na tako dobrem, pomembnem in zelo uspešnem projektu. Hvala.